Spoštovani, lep pozdrav. Moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podcastu. Danes bomo govorili, kaj je pravzaprav odprto bančništvo ali internetno bančništvo. Slišali boste uspešno zgodbo zmagovalnega letošnjega startupa, to je podjetje Flika. Zato ste z menoj v studiu. Bom najprej začel pri tebi, Nina Strajnar, direktorica podjetja Flika. Lep pozdrav, dobrodošla. Hvala, Adi, živijo. In Miha Gorjup, vodja pravne službe v podjetju Flika. Oba dva sta pa pravzaprav tudi soustanovitelja podjetja Flika. Lep pozdrav, Miha, dobrodošel. Lep pozdrav. Upam, da se v redu počutite, da ni nobene treme. Imamo eno dobro uro, da se pogovarjamo, kaj pravzaprav podjetje Flika je. Malo bomo slišali tudi več o vaši zgodbi, kako ste prišli do ideje, kako razvijate naprej. In morda uvodoma dajmo razložiti ljudem, kaj pravzaprav počnete vi kot direktorica, kot vodja pravne službe, da vas malo bolj spoznamo. Ja, bom začela kar jaz. Skratka, jaz sem v podjetju direktorica, ampak se večinoma časa ukvarjam v bistvu z razvojem poslovanja družbe, sklepanjem partnerstev, poskrbim, da neki procesi tečejo. Miha ima pa čez bolj pravne zadeve. Jaz skrbim za skladnost poslovanja, kar je v tem svetu zelo pomembno, ker regulative je vedno več in je treba to spremljati. Tako da skladnost poslovanja, to se pravi pogodbeni odnosi s partnerji, našimi ključnimi in strankami, pa vse, kar tukaj pritiče zraven. Če jaz naredim kakšno neumnost, je pa on za mano, da to reši. Praktično. Sam je ne, hvala Bogu. Konec junija ste dobili naziv za startup leta najboljši. Je bilo to presenečenje? Ja, nismo niti računali na to, tako da sigurno je bilo to lepo presenečenje za nas. Bila je to tudi neka lepa potrditev ali pa dodatna pohvala za naše delo, neka prepoznavnost, tako da smo zelo veseli tega naziva in smo ponosni na to. Jaz si predstavljam, da ste v bistvu razvili nek najbolj inovativni produkt in nek produkt, ki ima tudi v prihodnosti velik potencial in pravzaprav ste zato tudi dobili to nagrado. Mislim, da je bil tudi komentar, to se pravi komisije oziroma saj enega izmed komisije, to se pravi, da ocenjuje tudi ta potencial za rast in so pri nas videli največji potencial za rast. Mislim, tudi drugi startupi, da se razumemo, so zelo perspektivni in tudi super startupi, tako da konkurenca je bila težka in je tudi lepo videti na takih dogodkih, to se pravi, da so družbe čisto iz različnih sektorjev, ki imajo super produkte, super ekipe in je fajn to za slovenski ekosistem. Razvili ste finančni produkt, to je Flika. Kaj pravzaprav Flika je? Ja, mi tukaj razvijamo produkte na področju odprtega bančništva. Zdaj sam pojem odprto bančništvo mogoče nekomu pove vse, nekomu pa bolj malo. Zdaj mogoče, če na hitro... Dajva povedati, kaj je odprto bančništvo. Ja. Zdaj tako zelo preprosto, odprto bančništvo pomeni, da so mogle vse banke v Evropi odpreti dostop do računov komitentov za vse ponudnike storitev, licencirane ponudnike storitev, kot smo mi, da mi lahko potem neke bolj inovativne rešitve razvijamo in ponujamo trgu. Zdaj mi konkretno v našem podjetju razvijamo dve produktni liniji. Prva produktna linija se nanaša bolj na poenostavitev plačevanja. Vsak verjetno pozna ali pa je že enkrat v življenju probal nekaj plačati s kartico ali v fizični trgovini ali pa na spletu. Mi tukaj poskrbimo, da v bistvu ravno tako izvedemo to plačilo, s tem, da se izvede plačilo direktno iz bančnega računa in se pri tem ne potrebuje nobene kartice. Se pravi, ti kot uporabnik ne rabiš nikamor opisovati občutljivih podatkov ali pa skrbeti za to, da bi kdo zlorabil ta način. Če prav razumem, ste v bistvu kot Visa brez kartice Visa. Brez kartice. Ali pa Mastercard ali pa American Express v ZDA. Drži. Mi poskrbimo, da ta denar varno pride iz tvojega bančnega računa na račun trgovca. Enostavno, ko si ti recimo na spletni strani, tako kot lahko izbereš plačilo s plačilno kartico, izbereš tudi plačilo Pay by Bank, kjer smo zadaj mi, in potem v nekem našem vmesniku samo potrdiš, zelo preprosto, telemu trgovcu, tale znesek plačuješ, potrdiš in to je to. Zakaj bi bilo to boljše od obstoječega sistema, ki ga imamo zdaj, se pravi s plačevanjem
v teh kartic, Visa, Mastercard, karkoli že. Ja, po eni strani ima trgovec tukaj veliko prednosti, za njega je to plačilo hitrejše pride na njegov račun, uporabniška izkušnja je zelo preprosta. Ponavadi je potem tudi finančno bolj ugodna. En kup je enih deležnikov, ki tukaj v verigi odpade. Ko ti s klasično kartico recimo plačaš, ne? Ja. Kaj se prav zgodi? Koliko je enih umestnih? Pri klasičnem kartičnem plačilu je kar veliko enih akterjev, ki jih mogoče niti potrošnik ne zazna, se pravi je nekdo, ki izda plačilni inštrument, je banka, ki izda kartico, je potem neka banka, ki ima s trgovcem podpisano pogodbo, je nek procesni center vmes, ki vse to procesira. Še Mastercard malo. Ja, Mastercard, Visa, skratka kartična shema, ki poskrbi Za nas, ki plačujemo, je cena, ne? To se ne spremeni. Se pravi, za trgovca je tle korist. Naš target market, rečemo temu, so trgovci, sploh spletni trgovci. To se pravi, njim sploh v kakšnih mogoče malo bolj, rečemo, rizičnih oziroma ocenjeno rizičnih vertikalah imajo, to se pravi, kar visoke fije pri spletnih plačilih, ne, ki so lahko 3, 4, lahko tudi 5%. To se pravi, za uporabnika, ki to plačuje, ne ve. On, če plača 100 evrov, domneva, da dobi trgovec 100 evrov, ampak jih ne, ker so tam stroški še zraven. Ne. Mi pa ta strošek zmanjšujemo, pri čemer ne poslabšujemo te uporabniške izkušnje oziroma po našem mnenju celo izboljšujemo. Ne. Se pravi, na tak način imate vi prednost in lahko v bistvu izrinete te že obstoječe playerje, ker so dražji. Ja, to si želimo. To je bila ideja. Tako, to je bila naša začetna ideja. Njim, predvsem trgovcem, olajšati ta del sprejemanja plačil, pa na drugi strani tudi za končnega uporabnika to narediti bolj preprosto, bolj varno, tako da je nek motiv za obe strani, no, za vse udeležene, zakaj plačevati na tak način. Okay, se pravi, ne gre za to, da jaz moram denar svojega TRR-ja nakazovati na Fliko, ne, in da bi potem plačeval s Flike, ampak pravzaprav je Flika samo res en umestnik, ki potem to izvaja, ne, direktno iz bančnega računa. Kako varno je to? Da mi ne bi nekdo udaril moj bančni račun, ne, in tam pobral, ker recimo zdaj, če pride do zlorabe, ne vem, neke kartice, pač tisti denar, ki ga imam jaz na uni kartici, je ogrožen, ampak moj TRR je pa varen, ne, še vedno. Kako je tukaj? Velikokrat je ta kartica vezana na TRR, ne, ima kartica neke omejitve pa limite, koliko se lahko jo zlorabi, ampak načeloma je vezana pri tradicionalnih bankah na tvoj tekoči račun. To se pravi, vse, kar imaš gor, lahko tudi zapraviš s kartico. Ne. Tako da je neposredno ogrožen lahko celoten tvoj račun. Ne. Ja, pri kreditnih karticah je res, kot praviš, imaš nek omejen limit, s katerim lahko plačuješ, pri debetnih karticah je pa kar tvoj celoten bančni račun lahko izpostavljen. Tukaj. Varnost torej. Ja, varnost absolutno. Zdaj tukaj mi smo res samo ta posrednik te plačilne poti, tako da v resnici nam uporabniki ne rabijo nobenih občutljivih podatkov zaupati, niti ne trgovcu, tako da je v bistvu sistem varen, toliko, kar je varen klasičen bančni sistem in absolutno se tukaj doda en nivo varnosti, več, kot je recimo tipično pri kartičnih plačilih. Se pravi, tudi ni te možnosti, da bi nekdo vas zdaj shekal, pa na tak način vstopil moj TRR, še skozi bi mogel tudi banko shekati, predvidevam. Drži. Če gremo zelo koračno, to se pravi, ti na našem vzajemni formi potrdiš to transakcijo, potem si pa v bančni aplikaciji, to se pravi večinoma za Face ID-om potrdiš to transakcijo. To se pravi, zloraba samo, če bi nekdo shekal recimo Fliko, to se pravi, ne more porožati transakcij ven iz tvojega bančnega računa. Ne? Sta tukaj dva, bi mogel hkrati in nas in še banko, recimo NLB, če si njihov komitent, oba naenkrat udreti in shekati, kot pravimo. Ja. Okay. Poleg tega izpostavljate, da recimo prednost Flike tudi to, da bo kreditiranje lažje. Ne? Se pravi, da bo stranka lažje dobila neko obročna plačila za nek produkt. Recimo, da hočem kupiti neko omaro na 5 obrokov. Ja. A si že kdaj to poskusil? Absolutno. In hipotekarni, torej za nepremičnino.
In ko začneš potem sam živeti, od postle, kuhne, vsega, mislim, da je bilo kredit na kredit, dopusta. druge žal. Ko gre, ne, šola, Ko gre. služba, kredit, Pa naslednjih 20 let odplačuješ vse in pa moraš nove kredite spet. Vidiš? Reprogramiraš. Reprogramiraš vse. Ja, in da vsakič, ko recimo vzameš nov kredit ali pa nekaj želiš plačati na obroke, moraš iti čez neke procedure, moraš povedati, kdo si, kje imaš odprt bančni račun, kakšne imaš prihodke. Se pravi, tiste 3 plačilne liste ponovadi zahtevajo, da prineseš pokazati. Drži, ja, te plačilne liste, mogoče kakšni tudi potrdilo o zaposlitvi, odvisno od tega, kaj in kako jemlješ. In tukaj mi vskočimo in ta postopek zelo po eni strani poenostavimo za tebe, kot komitenta, ki želiš kredit dobiti. Na drugi strani pa tudi za finančno institucijo oziroma za trgovca, ki nekaj daje na obroke, to proceduro pohitrimo in njim priskrbimo tvoje aktualne, ažurne podatke, take kot so, da točno vejo, s kom imajo opravka, do katere mere ti lahko to limitno linijo odobrijo in to naredimo kar precej hitro. Tako da ti lahko na licu mesta samem potem takoj skleneš kredit, ne rabiš nikamor hoditi. Je pa vse to skupaj seveda ob tvojem soglasju. Mi sami od sebe ne moramo do teh podatkov dostopati. Mi vsakič, ko dostopimo do teh podatkov in potem recimo trgovcem ali pa drugi finančni instituciji zagotovimo neko kreditno oceno ali karkoli že pač je, to tebi transparentno povemo in v bistvu samo za ta namen te podatke uporabimo. Se pravi, teh plačilnih list potem, če sem pri Fliki ne rabim, imate že vi to bonitetno oceno nekako podate trgovcu, a sem jaz primeren, da dobim kredit ali ne. To je ta druga storitev odprtega bančništva, ki je pa account information. To se pravi, mi uporabimo te podatke, da jih pač obogatimo na licu mesta. To se pravi, kako smo rekli, vi ste recimo v lesnini, kupujete malo kuhno, ker si je žena zbrala malo dražjo pečico, pa se skupaj, pa ne znese in se to razdeli na 6 obrokov. Trenutni procedura je, da ti uslužbenka reče, zdaj pa prineste 3 plačne liste, ki jih človek večinoma nima pri sebi, pa potrdilo o zaposlitvi, pa potrdilo o odprtju računa, pa tako naprej. Mi pa s tem, ko vi date nam soglasje, da dostop do teh finančnih podatkov vaše banke, v bistvu izvozimo ven te ključne parametre, kakšna je poraba, kakšna je plača, vse skupaj naredimo neko kreditno oceno, ki je podlaga za, to se pravi, trgovca, da odobri kredit na 4 mesece, 6 mesecev obročno ali pa ga zavrne na licu mesta. Ja, in zdaj trenutno tudi trgovci lahko dostopajo do podatkov, tisti, ki lahko dajo kredite do SIS-bona, kjer so neke podatki na voljo, ki so sicer mečkan bolj omejeni, pa mogoče niti ne toliko ažurni. Preko naše rešitve pa v bistvu res cel širok razpon te kreditne ocene zagotovimo v bistvu res z realnimi podatki. Vid trgovc lahko, ali si ti že pri nekem drugem trgovcu nekaj vzel na obroke, koliko imaš ti res free cash flowa. Pa tudi mi smo digitalni, zdaj v tej dobi, kjer živimo, je to se pravi, to so neki relikti preteklosti, da zdaj moraš ti prijeti fizično na banko ali pa moraš fizično neke papirje nositi, to se pravi v dobi, kjer imaš ti na mobilnem telefonu dostop do večine aplikacij, kjer imaš svoje podatke, je to nesmiselno. Kaj pa konkurenca? Obstaja podoben produkt že na trgu? Ja, seveda obstaja nekaj konkurence, ni prav pretirana. Obstajajo pa igralci, kot so Solteč, Trulajer in podobni. To so evropski igralci? Ja, evropski, ameriški, tudi globalni igralci, kot je recimo Plate. Tako da imamo nekaj konkurence. To, kjer se želimo mi pozicionirati boljše od njih, je, da želimo biti developer friendly, kar pomeni, da sama integracija z nami bi mogla biti zelo preprosta, tudi za developerje. Želeli smo si, da je te kode čim manj, naš cilj je bil, da naredimo to z eno vrstico kode, smo prišli blizu temu, tako da tukaj na tej strani se želimo pozicionirati in pa z uporabniško izkušnjo, kako izgleda sama uporaba rešitve z vidika enega uporabnika in pa z vidika enega trgovca. Torej, dostopati ste mogli do evropskih bank, ne? Teh je pa malo morje, predvidevam, ne?
Ja, zdaj samo v Evropi okoli 6000 bank in zdaj, če želimo, da nek tak produkt optimalno funkcionira, se moramo povezati z vsako od teh bank. Te integracije so kar time consuming, če tako rečem. Tako da smo se odločili, da bomo tukaj neka partnerstva sklenili, mi temu rečemo z integratorji bank. Tako da smo tukaj uspeli podpisati, zelo smo ponosni na ta partnerstva, ki jih imamo, zelo dobro sodelujemo z nizozemskim partnerjem IBAN Access. Tako da preko tega potem omogočamo dostop do res velikega števila evropskih bank, ki jih tudi sproti dodajamo, in cilj je tudi, da v naš portfelj dodamo ne samo evropske banke, ampak da razširimo poslovanje tudi izven meja Evrope. Ker sam produkt kot tak je zastavljen in narejen tako, da lahko služi globalnemu trgu, je pa treba potem lokalno vse neka partnerstva sklepati, pridobivati licence, vse je to regulirana dejavnost. Skrbi za ta regulatorni del. Ne. Ampak je tukaj v ozadju, to se pravi, Evropa je šla v to odprto bančništvo z PSD2 direktivo, potem pa, ker pač to relativno uspešno oziroma trenutno še je nekako v tej začetku še, ne, ampak so pa tudi druge jurisdikcije začele kopirati, to se pravi ta koncept odprtega bančništva, tako da tukaj imamo pa mi prednost, ker imamo že razvito platformo, to se pravi, na drugi strani moramo poskrbeti za ta regulatorni del, za licence, posod in potem lahko ta produkt dejansko deluje ali globalno oziroma izven Evrope pa na lokalnih trgih. Ne. Prav, če hočete imeti stranko iz Estonije, morate imeti dostop do estonske banke, ker ta stranka dejansko živi in ima svoj denar, ne, in potem za to, ne, da bojo ljudje razumeli. Kje vi ustvarjate tle profit? Kje Flika ustvarja? Ja, Flika zastvarja zaslužek na tem delu, da eno od teh dveh produktov, ki jih ponujamo bodisi trgovcem, bodisi drugim finančnim institucijam, upravljalcem premoženja ali pa zavarovalnicam, zaračunavamo po modelu software as a service oziroma vsako transakcijo posebej zaračunamo. In tukaj ustvarjamo svoje prihodke. Je pa tako, kot smo uvodoma rekli, zelo nižje, kot recimo obstoječi že zdaj. Seveda, tukaj se trudimo, da smo konkurenčni kartičnim sistemom ali pa drugim produktom. Tako da, ja. Kako ste sploh prišli do te ideje? Zdaj, mobilni plačilni sistem je bil že v preteklosti znan. Imeli smo ga v Sloveniji in na Japonskem. Dve državi edini na svetu ste bile, ki ste nekako ponujali med prvimi to. Drži. Smo zelo napredni Slovenci, to želim izpostaviti. Drži. Jaz sem imela to priložnost, da sem se dosti na začetku svoje kariere pridružila ekipi Monete. Takrat to je bila ena ekipa, ki je res razmišljala zelo napredno, zelo inovativno za tisti čas. Se pravi, mi smo razvijali plačilni sistem na mobilnih telefonih v času, ko so bili še mobilni telefoni eksotika. Tako da jaz imam zelo lepe spomine na ta čas, bili smo res zelo napredni. Ja, in takrat smo se tudi z nekaterimi člani ekipe, še zdajšnje spoznali. Tako da, ja. Miha, si bil ti tudi pri Moneti? Ali si, Ne, pri Moneti ne, sva se pa mi z Nino pol potem, ko je ona šla iz Monete, sva se na enem drugem projektu, ki je bil tudi v tem finančnem svetu, spoznala, pa začela skupaj delati. Ja. In ideja je bila tvoja pol uvodoma, ali kako ste sploh prišli do te ideje? Ker je kompleksna ideja, ni zdaj tako, da bi rekel, wow, dajmo narediti hišico, ki opazuje ptice, Ja. Si znamo predstavljati zelo zahteven finančni produkt. Ja, prvotna ideja je bila sicer malo drugačna. Takrat, ko smo dobili priložnost, da smo v lastni režiji dobili to možnost, da lansiramo svoj produkt na trg, je bil takrat zastavljen bistveno drugače. Tako kot je Miha rekel, mi sva se na tem projektu spoznala. Jaz moram priznati, da takrat sem ga vzela majčkeno z rezervo, nisem rekla, so mi zdaj prihaja en mlad pravnik, ki je izkušen iz tega fintech sveta, pa tudi malo iz kripto sveta, ampak sem ga vzela z rezervo, ampak se je hitro izkazalo, da je ista pravga testa in še zdaj super sodelujemo in sva pa tudi skupaj naredila te korake za Flika zgodbo.
Je pa tako, no, mi smo imeli prednost, ker smo na tem trgu bliže kar nekaj let. Ne. To se pravi, ko si ti na trgu in se pogovarjaš z strankami, partnerji in tako naprej, vidiš, kje je to se pravi tisti del trga, ki je še malo untapped, kako se reče, to se pravi, da ni veliko playerjev. Tako da mi, če gledamo regulativo, imaš ti banko, ne, potem imaš pa te plačilne institucije, ki smo mi recimo, kjer lahko ti ali odpiraš plačilne račune, lahko izdajaš kartice, potem sta pa te dve recimo eksotični storitvi, ki je pa odprto bančništvo. Ne. In mi smo relativno zgodaj tukaj videli prednost, to se pravi, da ta produkti še niso na tak način razviti, da bi bile user-friendly za to se pravi te trgovce, tako kot imamo mi zdaj trenutno, ne, in smo se potem kar vrgli izključno v ta del, to se pravi odprtega bančništva. Ne. To je bilo pred koliko leti? Da je bila samo ideja, ne? Samo ideja, mislim 2016-2017, nekje se je začel s tistim prvim projektom, kjer smo bili v resnici, če smo iskreni, še vsi majčkan mlečni iz naslova tega, da nismo čisto dobro vedeli, kako to startup okolje funkcionira, podjetništvo kot tako, kaj vse to potegne za sabo. Tako da smo doživeli tudi svojo lekcijo. Absolutno, to brez lekcij ne gre. Ne? Ne gre, ne, sem to te, Ja. to ti da. In ste kaj, začeli najprej testirati trg, je to sploh zanimivo za koga, ali kako se pravzaprav sploh lotiš, ne, da veš, da si na ta pravi poti? Ja, zdaj v drugo smo se tega lotili bistveno drugače, smo pogledali za nazaj, kaj so bile tiste napake, ki smo jih naredili, v bistvu predvsem to, da smo mi mislili, da delamo raketo, da je to, kar trg potrebuje, v resnici je pa trg mogoče potreboval traktor v tistem trenutku. In ja, zelo je pomembno, da ti to svojo idejo validiraš na trgu, da jo daš do tistih svojih prvih potencialnih strank, da pridobiš informacijo nazaj konkretno od njih in se potem tudi odzoveš na te povratne informacije, se pravi, da ni nekaj, kar je mogoče v tvoji glavi zveni super in misliš, da je to, mogoče trg vsem potrebuje kaj drugega in to je najbolj pomembno upoštevati. No, ampak bolj realno oziroma bolj konkretno smo se pa začeli ukvarjati s tem projektom v letu 2020 oziroma 2021, kjer smo pol tudi pristopili, to se pravi, do tovarne podjema oziroma podjetniškega sklada, kjer smo dobili tisto začetno, to se pravi, posojilo oziroma kapital, zato se pravi, da smo začeli razvijati to idejo, iz tega, da je bila ideja v neke bolj konkretne procese pa rešitev. Vmes ste imeli še svoje službe, predvidevam, ne? Ali to je bil kot nek hobi, ne? Tako. Ja, Mi tudi, plače iz flike nimamo, nismo imeli takrat, ne, zdaj, ker smo pač ta sredstva, ki smo jih dobili ali pa prinesli notne, tudi nekaj lastnih sredstev investirali, smo jih porabili za razvoj produkta pa tako naprej. Tako kot vsak startupovc v začetku vse da v razvoj, ne? Nikoli ne bo sebi izplačal, ampak to pa vsi pravijo. Ja. Zato je tudi začetek najtežji, ne? Se pravi, ne veš, večina jim ne uspe. No, tako, ne. To so, redki so tisti, ki jim uspe potem ta preboj ven. Ne. In zato me prav zanima ta preboj, kdaj se je zgodil. Prav s to tovarno podjemo, s prvim recimo finančnim Mogoče bi res rekel, da s to tovarno podjemo, to nam je dal ta začetni manjši del kapitala, ker to pride v tranšah, to, da smo lahko res rekli, da imamo zdaj malo več fokusa na to, potem smo začeli to razvijati pa zelo podrobno definirali to idejo, potem smo imeli pa v bistvu ali srečo oziroma tako pride v življenju, smo se spoznali eno slovensko firmo, ki je zelo močna na developmentu, ki so tudi razmišljali v to smer in smo se pol sklenili neko partnerstvo oziroma so zdaj oni tudi družbeniki pri nas, kjer so nas podprli tako finančno kot z vidika development power, to se pravi, so nam namenili par developerjev, ki so zdaj v zadnjih 2 letih oziroma leto pa pol, kakorkoli, razvili to našo platformo in rešitev do te mere, da je zdaj taka, kot mora biti. Se pravi, ste mogli delež podjetja odstopiti drugi firmi, ki vam je dala programerje, ki so potem ustvarjali ta produkt. Ja, nam je bilo... Sem vodja razvoja, pa neki ljudje so tudi še pri nas, no, tako da so vodili ta razvoj, ampak mi smo imeli pa tam še tudi podporno ekipo, ki je zelo strokovna in kompetentna, no, in poznajo to področje, no, finančno, zdaj odprtega bančništva mogoče niso toliko, ampak ta finančni del in je pol to dosti lažje in hitreje se potem dela, no.
Ja, tukaj smo imeli zelo velik izziv, namreč razvijamo nek produkt, ki zahteva tudi zelo kompetentno ekipo v zadnjih, ponavadi gre to zdaj za senior developerje, inženirje, ki imajo svojo ceno, težko jih je dobiti. So na najvišji plačilni možni Ja. stopnji, tako da jih je težko v bistvu sploh Tudi najeti, če zadržati. nimaš in zadržati, če Ja. nimaš veliko sredstev. Ne. Drži. In tukaj smo so pogledali pa čisto pragmatično. V bistvu so prepoznali potem tlele zaslužek kot delež, ne, in tle ste v bistvu dobro zgodbo naredili, ne, da ste v Ja. bistvu vključili nekoga, da ste bili tudi tako odprti, ne, za Ja, v prvi vrsti smo Brez mogli tega ne gre, prepričati ne. celo ekipo, tudi take developerje, da namenijo svoj fokus projektu, kot je Flika. Tako da, ja, to je bil tudi svoj izziv. ker po brez svoje. strokovne ekipe pri takem projektu ne prideš nikamor. se Ne, mi to zdi, staneš pri ideji potem. Ne? In veš, Točno kako to. bi mogli Ja. izgledati, ampak ni pa tiste eksekucije. ne, Idejo tako da- imajo pa vsi, ne. Ideja je vredna 5 centov, ali kako pravijo, ne. Potem moraš pa začeti točiti po. Ja, jaz mislim, da je ideja zelo podobna kot mogoče talent v športu. Je super, če je dobra ideja, ampak je pol pa res veliko dela, energije, fokusa in še marsikaj drugih faktorjev. ki Na se kateri morajo stopnji je zdaj Flika? Torej, a že obstaja, a že funkcionira, ali šele bo začela funkcionirati? Ja, mi zdaj trenutno bolj s Friends and Family, dajmo temu reči, testiramo naš produkt. Neke manjše projekte smo tudi že naredili in spravili v produkcijo. Računamo pa v naslednjih mesecih ta svoj produkt pozicionirati na evropskem trgu močnejši, prav tako kot je bil zamišljen in za širšo javnost. Letos torej. Ja, tako. Letos bi in potem bi tudi letos začel ta denarni tok, se predvidevam, v vašem podjetju. Drži, Tudi. nekaj malega se ga je že obrnilo, ampak ja, z letošnjim letom bi pa mogli začeti naše poslovanje na višji. Za tiste, ki je mnogi, ne, si želijo v bistvu pravzaprav iti na to podjetniško pot, ustanoviti nek startup, kaj bi vidva rekla? Kakšna izkušnja je to in kakšen nasvet bi jim dala, recimo, kako se lotiti pravilno? Ja, predvsem, da se dobro pripraviš na to, da se veliko o tem pogovarjaš. Mogoče se kdo boji svojo idejo Deliti, na glas ne. povedati, deliti, da je ne bi kdo ukradel, ampak jaz res mislim, da je od ideje do eksekucije toliko velik, da imaš veliko več prednosti od tem, če se širše pogovarjaš, mogoče s kom, ki je šel čez podobno zgodbo, da te tudi usmer, kako zagotoviti financiranje, kako se pozicionirati, kaj so neki te koraki, ki sledijo. Tako da absolutno dobrega mentorja si najti pri tem tovarno podjemov lahko res, mislim, da priporočiva oba dva, no, da so super pri tem delu So in bili tudi oni usmerjanju. vaš mentor, tako ste imeli kakšne druge mentorje še? Ja, v začetni fazi tudi, tako da lepo znajo usmerjati neko tako začetek podjetniške poti. In potem je tudi fajn, da imaš neko podporno ekipo okoli sebe, se pravi nekoga, ki verjame vate, ker bodo nihanja in rabiš takrat tudi oporo tako od svoje družine v prvi vrsti, prijateljev, potem pa tudi nekoga, da ti zna odpirati mogoče kakšna vrata, da skupaj s tabo prepoznaš še kakšno priložnost, tako da jaz bi predvsem rekla veliko se pogovarjati, biti odprt, kar se tega tiče. Pa na koncu je pa tudi, no, poleg to se pravi ideje, ki mora biti pač seveda dobra, je tudi ekipa najbolj pomemben del. No. In mislim, saj jaz iz mojih izkušenj, mislim, da so te multidisciplinarne ekipe, tako kot smo recimo mi, če rečemo na začetku bili trije, ne, to se pravi iz nekega biznis vidika, iz pravnega vidika, ki je v tem finančnem svetu pomemben, pa iz tehnološkega vidika, ne, šele takrat lahko s temi inputi ta ideja rata pač prava, ne. To se pravi, da iz vseh zornih kotov pije voda, rečemo temu, ne. Da se ne spomniš nečesa, kar ne gre ali iz regulatornega vidika, ali ni potrebe na trgu, ali pa tehnološko ni možno. Ne. Tako da v bistvu ta del se meni zdi tudi zelo, zelo pomemben. No. Ja, pa da validiraš na trgu svoj produkt. To je ključno, da mogoče to, kar ti misliš, da je najboljš na svetu, ni, ali pa če je, ti bo trg to potrdil. No. Skratka, da poslušaš trg in res detektiraš, kje so ti glavni problemi, ki jih ti rešuješ. Kako ste prišli do imena Flika? Ja, to pa v bistvu nekako, ko smo začeli razmišljati o imenu, smo rekli, dajmo pogledati, katere .com domene so fraj, pa potem izberemo tukaj neko ime. In smo jih imeli več v naboru. Flika se nam je zdela vsem simpatična, da gre v uho, da ima IQ na sredini besede in tako. In tako da smo potem podjetje registrirali pod tem imenom. Ampak v bistvu ravno, ko smo registrirali to podjetje, potem
imenu se nam je pa zgodilo, da nam je neko turško podjetje, ki se s čist drugimi zadevami ukvarja, kupilo to domeno, tako da žal zdaj nimamo .com domene, ampak nam je imel ostal toliko všeč, da smo ga vseeno obdržali. Ja, tako nekako smo prišli do tega. Samo ime iz kje izhaja? Ne, Čisto ne, naključno. mi smo v bistvu vsi, ki smo se odločili, to se pravi, da ustanovimo podjetje, smo rekli, zdaj pa je treba se neko ime zbrati, ne, in smo pa vsak pač par predlogov najde na taki podlagi, ali je domena Frej, da se dobro sliši, no in pa smo pač čist demokratično, rečemo temu, se odločili, da je ta res najboljši, no, smo se nekako poistovetili z njim. Glede na to, da ste iz startupa, ki ima zelo velik potencial, gledalce mogoče tudi zanima, poslušalce, kako bi oni lahko participirali, ne vem, je pametno investirati tudi v vas, se da sploh investirati, ne, da bi... Ja, mi trenutno v bistvu ravno imamo odprto to drugo rundo financiranja. Okay. Smo se tudi... Za posameznike ali za Ja, institucije? trenutno smo... Mi se pogovarjamo v bistvu z pač nekimi finančnimi skladi oziroma z takimi močnimi playerji oziroma partnerji na trgu, ki so pripravljeni vstopiti v to drugo rundo recimo, ampak glih zdaj, ko smo pratili startup leta recimo, je pa v ta zasebna sporočila so leteli razno povpraševanja ali fizičnih oseb ali pa manjših podjetnikov, da bi neke manjše te tikete oziroma ne, investirali v to podjetje. No, mi načeloma nismo mislili v crowdfunding ali pa karkoli tasga, razen če bi bil za interes izjemno velik, potem bi mogoče razmislili o tej opciji. No. Ampak si pa želimo en strateškega partnerja, no, to se pravi v osnovi. No. Da nas to se pravi popelje, oziroma s financiranjem podpre, ker moramo zdaj malo razširiti ekipo, produkte, to se pravi, velikrat pri teh takih produktih je potem še kaj custom developmenta za posebno večjo stranko, tako da širjenje ekipe, širjenje trgov je zdaj naša prihodnost oziroma zato rabimo ta del financiranja. No. Prihodnost je zagotovo tlele velika, ne, kaj pravzaprav lahko se še iz tega razvije. Ne. Recimo vidimo na Kitajskem je WeChat, ne, kjer je v bistvu pravzaprav aplikacija, ki je namenjena komunikaciji, ne vem, kot pri nas recimo Twitter, ki ga uporabljamo, s tem, da bi imela še zraven opcijo tudi plačila. Ne, in ne nazadnje tudi najbogatejši zemljan Elon Musk izpostavlja, da bi tudi on želel nekaj tasga imeti na tej svoji X platformi. Ne vem, sta že stopila kdaj v stik z njim recimo? Z njim konkretno še ne, ga bomo probali dobiti. Ne. Ampak ja, se oni izhaja tudi iz PayPala, tako da on je že večkrat naznano, to se pravi, večkrat se je pohecel, da bo na Twitterju oziroma X vsaj Dogecoin sprejet, ne. Zdaj pa vem, da resno razmišlja o tem, da bi naredil nek poslovni model, ki je WeChat Pay. Ne. Ker tukaj je v bistvu, sej če gledamo tudi pri teh, to se pravi, temu se reče embedded finance. Ne. Veliko nekih podjetij, ki ima bazo strank veliko, ne, proba tem strankam ponuditi še neko dodatno stvar in velikrat se odloči za neke finančne storitve. Ne. In zdaj recimo, če gledamo tudi Revolut, ne. Customer acquisition cost pri Revolutu je enormen. Jaz Revolut spremljam že od začetka, včasih si imel, če mi ti pripelješ prijatelja, ne, refer your friend, dobiš 5 evrov, ne, ti 5 evrov, on 5 evrov. Pa smo prišli na 20, 30, zdaj trenutno smo na 60 evrih. To se pravi, če ti pripelješ Revolutu oziroma referaš svojega prijatelja, ki nima Revoluta dobiš 60 evrov. Ne? To se pravi, to je customer acquisition cost. Ne? In zdaj te stranke oziroma podjetja, ki imajo veliko bazo strank in probajo dati še neke dodatne storitve, to se pravi, da pri njih ostanejo. Ne? In se pravi, velike so to tudi finančne. Ne? Zdaj, če prav razumem, Revolut je banka kot to. Ne? Ti imaš gor sredstva svoj, imaš svoj račun gor, ne? Potem lahko pa s tem denarjem lahko tudi investiraš v določene delnice, celo tudi to ponujajo, tudi kripto mislim, da ponujajo. Ja, Revolut je šel iz druge smeri. Ne. Oni so recimo začeli kot neka manjša plačilna institucija, zdaj so ratile že banka, ne, ki je ponujala račun plačilni pa kartico. Ne. In večinoma se je to uporabljalo, da si ti iz tvoje banke, ki jo imaš, nakazal na ta račun nekaj denarja, ne, in potem s to kartico zapravljal, ker je bil user experience boljši. Ne. Boste šli potem tudi, so pa oni, pa so pa oni nadgradili, ne, to se pravi vse skupaj iz tega finančnega dela, še potem v te investicije, zavarovanja, ne vem kaj vse, kripto zdaj še ponujajo pa tako naprej. Ne. Cel marketplace je rato iz delajo, tega tako. in tudi ti ponudniki chatov oziroma nekih messaging sistemov razmišljajo o svojih marketplace sistemih, kjer bi poleg finančnih storitev še cel drug nabor produktov ponudili uporabnikov, ker jih že imajo pri sebi in jim je to precej lahko. Kaj pa ne vem, recimo Apple Pay, ne? Tudi to smo zdaj, veliko se o tem govori, ne? Se pravi, pač s telefonom lahko to plačuješ, zakaj bi potem rabil Flickr recimo, ne? Zakaj bi bil
To so te prednosti, ki smo prej govorili. To se pravi, preplačilo spletnemu trgovcu, ljudje se ne zavedajo tega, da če ti spletnemu trgovcu plačaš 100 evrov, ta spletni trgovec, odvisno od njegove kategorije, dobi to se pravi 97 evrov. 3% je provizija teh umestnikov, plus da on ta denar dobi čez 30 dni in mora imeti neko rolling rezerve, se reče, to se pravi za razne chargebacke pa tako naprej. Če ti plačaš z Apple Payom, je to se pravi še en dodatni posrednik, ki je Apple, ki nima nizkih provizij, na tiste 3% še on en delček zasluži. Mi smo pa zdaj v temu, to se pravi, da mi plačujemo ne prek kartice trgovcu, ampak direktno account-to-account payment, ki ga facilitiramo mi. To se pravi, mi se povežemo s tvojo banko in plačamo banki trgovca, meni trgovec dobi takoj denar in dejansko smo mi v temu 3%, kar je neko povprečje stroška, smo mi lahko bistveno nižji in tukaj je naša konkurenčna prednost. Pri čemer se pa uporabniška izkušnja ne poslabšuje oziroma je še celo boljša. Pa lahko razkrijete, koliko poberete, recimo, ali je to skrivnost? A Pop TV zanima to? Ja, absolutno smo tukaj. Tukaj smo sigurno konkurenčni, tudi s ceno, se trudimo biti konkurenčni, tako da če se le da bolj ugodnejši od tega, kar tradicionalni sistemi zaračunavajo. Boste šli z razvojem tudi v smer Revoluta, recimo, da boste prav kot banka postali, da bi ljudje... V eni točki smo razmišljali tudi o tem, sami smo se pol kar odločili, ker tudi, ko govorimo o startupih pa tako naprej, ena izmed glavnih stvari je fokus. Ti moraš imeti fokus, ti moraš delati, to se pravi, mi delamo 2 storitve, ki so znotraj odprtega bančništva, ampak je to za tako ekipo, kot smo čist dost. Če bi mi hoteli zdaj delati še kartice, pa še se iti banko, pa še dajati kredite, enostavno zmanjka ljudi pa resursov, da bi to naredil hitro, oziroma sploh naredil. Tako da ta fokus je zelo pomemben in mi smo se zavestno odločili, da delamo kot prvo samo te 2 storitve, imamo pa v neki viziji čez leto, 2, kolikor bo to hitro lahko šlo, da to se pravi to nadgrajujemo. Ker seveda vedno, ko si ti na trgu, se je treba prilagajati trgu in trg se zelo hitro spreminja, potrebe, to se pravi ljudi pa trgovcev so vedno večje in drugačne in se je treba potem adaptirati trgu. Ja, in tukaj vidimo še dosti rezerve na tem trgu odprtega bančništva, kako lahko nadgrajujemo naše core produkte, kako se lahko tukaj globalno pozicioniramo močnejši, tako da res ohranjamo ta fokus v te 2 produktni liniji s kakšnim manjšim odstopanjem in si tukaj želimo neko močno pozicijo zgraditi. Se vidite kot IPO na borzi mogoče? Čez nekaj let mogoče. Ja, razmišljamo o različnih oblikah exita tudi v končni fazi in tudi IPO bi bila ena čist konkretna opcija. Zanimiva, ja. Sicer bi želeli razvijati še naprej zadevo ali bi se mrdžali, se pravi, z neko večjo platformo ali pričakujete, da vas bo Mastercard Visa odkupil? To je vedno tako, ja. Zgodi se, kar se zgodi. Ti planirati ne moreš, kaj se bo zgodilo. Ampak naša vizija za zdaj je, to se pravi, tudi investicijo, ki zdaj dobivamo, je točno taka, kot jo rabimo za recimo leto ali pa leto pa pol resursov, da mi to našo vizijo izpolnimo. To se pravi, mi ne rezamo zdaj toliko, da bi odprodajali deleže zavestno, ampak to, koliko rabimo, da bomo hitreje prišli do cilja. In to je naša prva faza. Potem pa tako, ko pravimo, lahko se zgodi karkoli. Zdaj, kako rečemo, mi smo recimo v tem delu mogoče konkurent tudi Mastercardu, seveda. Plačila spletna se bojo dogajala, to se pravi, ali po kartici ali pa account to account. In zdaj absolutno Mastercard se tega in zaveda in tudi oni vejo, da je to se pravi, kartično plačilo kot fizična kartica je že malo obsoletno, to se pravi, zdaj imamo vsi tokenizirane kartice na telefonu. Zdaj ta account je pa sam naslednji korak, da sploh ne rabiš več kartice, ker tvoj account se lahko z drugim accountom normalno pogovarja in proš plačila. Tako da oni so absolutno en izmed partnerjev. To bojo pravzaprav trgovci in ostali bojo pušali, da bojo ljudje začeli to uporabljati. Mi si predstavljamo. Jaz si to tako predstavljam, ker je njim v interesu, bojo oni začeli mogoče celo popustiti, da je ali pa nekaj, če boš to uporabil, ker jim bo hitrejš. Tako pridejo do denarja, ne rabijo čakati 30 dni, da pridejo do denarja. Mi si predstavljamo, da bo trgovec to hotel umestiti na spletno stran, recimo, ko boš ti rekel, ti boš imel v košarci stvari in boš rekel, jaz bi pa zdaj plačal, da bo ta pay by bank v spredi, mogoče celo z nekim incentivom. Če plačaš pay by bank, dobiš še tale darilo zraven. Zato, ker je za njih toliko bistveno cenej. Če govorimo o tem, da so oni na 3%, mi rečemo, da smo lahko na enemu, tiste 2% na mesec prihodkov je 12% na let, smo na 10% samo izplačilne, tako da imajo velik interes trgovci, da
In gre tudi za neko kompleksnost, ki jim tukaj rešujemo, se pravi, res je ta naš način bolj preprost kot za uporabo in integracijo z njihove strani. Tudi tisti trgovci, ki so podvrženi nekim regulatornim zahtevam, mi hkrati še ta del rešujemo, skratka mi poskrbimo, da z nami lahko skladno rešitev ponujajo na trgu. Tako da več kljukic mislim, da naredimo mi, kot recimo nek kartični sistem v tem primeru. Najtežja stvar je bila pa kaj, pravzaprav pravno urediti vse te regulacije ali strokovno v bistvu narediti aplikacijo, ki bo sploh to omogočala te transakcije. Ja. So to kar 3 linije, ki morajo usporedno kot prvo teči in ima v bistvu vsaka svoje izzive, ne. Zdaj, mislim, jaz iz regulatornega vidika lahko govorim, je zelo jasen v 95-99%, ampak vedno je pa pol tam tista, ali ne siva cona, ampak neka cona, kjer se pa treba znajdeti malo, recimo. Tako da iz biznis vidika je validacija te ideje, to se pravi prodaja te ideje na trgu, iz tehničnega vidika so pa absolutno tudi uverjene. Ja, vsako področje ima svoje izzive in tukaj smo tudi mi razmišljali, kako se želimo mi pozicionirati, kaj bo naša ključna konkurenčna prednost. In tukaj smo veliko poudarka in razmisleka namenjali temu delu in da kljub nekim regulatornim zahtevam ohranimo tako dobro uporabniško izkušnjo. Ste tudi o tem razmišljali, da ostanete v Sloveniji ali da greste ven, recimo? Ne vem. Ja, smo razmišljali na vse strani, seveda. Zdaj, po eni strani nam je Slovenija super, vsi smo iz Slovenije, tudi naši razvojniki, skratka vse, kar delamo, je plod domačega razvoja in znanja. Ja. Tako. In seveda nam je bil prvi cilj, da tukaj ostanemo. Je pa res, da za neko startup okolje ali pa fintech okolje mogoče Slovenija ni najbolj prijazna država oziroma v nekaterih primerih celo daleč od tega. Zakaj? Recimo, čisto konkretno imamo nek davek v Sloveniji, ki se mu reče davek na finančne storitve, ki ga vsi ponudniki finančnih storitev moramo plačati in smo nekako avtomatsko v deprivilegiranem položaju proti ponudnikom storitev iz drugih držav, recimo Revolutu ali pa N26-u. Tudi kar se tiče... Kaj to konkretno pomeni? Kakšen davek recimo moramo mi plačati? Recimo, če bi bili v tujini, ga pa ne bi rabili plačati. Ja, recimo mi moramo plačati 8,5% direktno državi za vse finančne storitve, ki jih ponujamo uporabnikom, medtem ko če bi imeli, ne vem, podjetje registrirano kje drugje v Evropi, pa ne bi rabili tega davka plačati. Davek na finančne storitve, ki je bil pač uveden takrat v krizi, mislim, da in je pač še vedno obstal in dejansko je nam velik trn v peti tukaj v Sloveniji. To se pravi, je pa evropski trg je odprt, to se pravi, če ti greš delati zdaj recimo na Nizozemsko, imaš ti preko tega sistema, ki se mu reče pasporting licenc, to se pravi, ti se registriraš v Sloveniji oziroma dobiš licenco v Sloveniji ali pa na Nizozemskem in to pasportiraš po celi Evropi, kar efektivno pomeni, da ti lahko upravljaš storitve čezmejno v Evropi, ne? To se pravi znotraj tega enotnega trga. Ne? To se pravi, ni več toliko važen, kje si. Mi si že absolutno želimo ostati v Sloveniji, ampak samo toliko časa, dokler bo to za nas smiselno in smotrno. Ne? Ali pa dokler vaš partner, ne vem, če bo iz tujine, bo rekel, lejte, pridite sem, ne, kjer ste najdeli kakšne tuje partnerje, morda vidite v kakšnih državah, kjer je to zelo, zelo interesantno? Ja, Nizozemska je sigurno ena taka država, kjer je zelo dober trg, zelo razvit ekosistem. Tudi bližnje države, recimo kot so Avstrija, Nemčija, skratka vidimo neke priložnosti tudi v teh drugih evropskih državah. Da je absolutno bomo razmislili še naprej, kje in kako se pozicionirati, kater del poslovanja. Je pa naša vizija absolutno in slovenska in evropska, ampak razmišljamo pa tudi izven teh trgov. To se pravi, Bližnji vzhod recimo je zelo zanimiv, ker je tudi pač regulatorne podlage oziroma okvirje za te storitve sprejel, tako da tudi mi se bomo konec leta udeležili ene konference, kjer bomo probali z, to se pravi, lokalnimi playerji oziroma regulatorji govoriti na to temo oziroma videti, kakšno je stanje in potem zelo verjetno se bomo širili s tem produktom tudi na te trge. Ne.
Ja, vidimo že zdaj, že v tej fazi, da te stranke, katere mi naslavljamo, veliko od njih ima globalno prezenco, tako da tudi v Evropi, recimo Švica je ena taka, ki je zanimiva za nas, kjer si želimo dobiti svojo lastno licenco, da tudi tam lahko podjetjem ponujamo naše produkte. Bližnji vzhod, kot ga je Miha omenil, ne vem, Južna Afrika, Južna Amerika, skratka, je veliko potreb po takem produktu na trgu, tako da mi res intenzivno preučujemo tudi te trge, kaj to za nas pomeni, če vstopimo na neko novo jurisdikcijo. Predvidevam, da trend bo šel čedalje bolj v to smer, ne? Torej, veliko po moje bo nekih ambicioznih še zadev pred vami, ne? Ki jih boste mogli dostaviti oziroma boste zelo zanimivi, ne? Če izpostavimo finančno pismenost, ne, kjer se dostikrat tukaj tudi v podcastu pogovarjamo, kako pomembna je in kakšen manko imamo morda v Sloveniji glede finančne pismenosti, ne, ampak spet, ko pogledamo pa določene segmente, kot je vajno podjetje, ne vem, ali pa od Damjana Merlaka, ne, recimo, kot je bil Bitstamp, ne, ena od prvih kriptomenjalnic, ne, vidimo, da znamo razviti pravzaprav neke finančne produkte, prvi v svetu, ne. Po drugi strani imamo pa spet tako neko čudno, kot si prej omenila, ne, se pravi nek čuden davek, ne, ki ga druge nimajo, kot da ne bi razumeli nekih stvari, ne, kot da bi bili... Drži. Jaz mislim, da je ogromno tega znanja, ki ga imamo v Sloveniji, res sploh na tem segmentu bančništva, finančnih storitev. Res mislim, da smo vedno bili neki pionirji, da smo znali tukaj zdravo razmišljati glede na to, v kakšni fazi je trg. In škoda je mogoče, da neke spodbude iz strani države temu ne sledijo. Po drugi strani pa ravno tako, kot si omenil, ta finančna pismenost v Sloveniji, ne, teh 26 milijard denarja, ki leži na ki leži super za banke. Na bančnih za banke računih. To super, ja. Pove, ne, da smo vseeno pa mogoče malo bolj konzervativni Slovenci, ko pride do investiranja oziroma ali pa mogoče neozaveščeni na tem, kakšne možnosti imamo. Tako da tudi tukaj jaz vidim veliko rezerve, da se tudi tukaj da še marsikaj narediti, recimo, da bi teh 30 milijard zdaj lansirali tako ali drugače v gospodarstvo, bi sigurno bilo to zelo, zelo pozitivno. In vidim tukaj rezerve, no, od tega, da se že majhne otroke ozavešča majčkeno ven o tem, kako denar funkcionira, kaj to pomeni, do naprej, ne, do nekega portfelja možnosti, ki ga imamo investitorji tukaj na slovenskem trgu. Ja. Mislim, to so tudi generacije, ko se bo zamenjala, mogoče naša starejša generacija je živela tudi v drugačni državi, ne, in tudi dostopi do teh kapitalskih trgov so bili malo omejeni oziroma tako naprej. Tako da smo mi bili nekako navajeni zelo tradicionalno investirati v nepremičnino ali pa pod pojslo držati denar, ne. Zdaj pa mladi pa v bistvu, vsaj tako, ko se svet v zadnjih letih oziroma desetletjih razvija, vsi občutimo to inflacijo in se vsi tega zavedamo, in ko se enkrat ti zavedaš, se vprašaš, kaj lahko naredim, da to se pravi se temu izognem oziroma saj nekako zmitigiram to, ne, in zato se pa odpre ta svet investicij, ne, ker ti ne rabiš investirati v neke visoko rizične naložbe ali pa v kriptovalute oziroma kriptovalute, neke so bolj rizične, neke mogoče manj, ampak tako, no, recimo, da se razmišljajo ljudje, da s tistim prostim denarjem, to se pravi, da se ga ne pusti na banki, kjer se dobiva zelo mizerno, to se pravi obrestno mero, v primerjavi s tem, kaj recimo neka banka zasluži kot obrest, ki ima ta denar naložen pa Evropski centralni banki, ne, kar se bo zdaj počasi izravnalo sicer, ne, ampak se odprejo ta vrata, to se pravi, da del tega svojega portfelja nameniš v obveznice, v delnice, del absolutno tudi verjeten v kriptovalute, ne. Vidva osebno tudi kaj investirata? Sta izpostavljena kakšnim delnicam, kriptovalutam? Ja, v prvi vrsti večino časa in denarja investirava v najno podjetje, ja. Ampak seveda tudi nabirava te izkušnje z drugimi investicijami zdaj. Jaz sem kar aktiven tudi na tem kriptosvetu oziroma iz regulatornega vidika in to tako, mislim, ne ljubiteljsko, ampak kot investicija se ukvarjam tudi s tem, tako da v bistvu, jaz sem tudi, mislim, velik podpornik tega tudi gibanja, ki se pač vzpostavlja, ki so kriptovalute, to se pravi te glavne stvari, neko recimo kot Bitcoin, kot neko ali digitalno zlato ali kakorkoli, to se pravi neka protiutež temu monetarnemu sistemu, kakršen obstaja, ali pa recimo še bolj Ethereum, ne, ki je pa pač nek
čist tak protokol, ki pa pač omogoča razne use case. Ne. Tako da, pol imamo pa tiste špekulativne, ki so pa pač bolj, mislim, ne igranje kot tako, ampak no, je zabaven je ta cel svet, no, kripto, saj meni osebno, no. Miha je tukaj veliko bolj aktiven, jaz mogoče mečkam bolj hodlam, ampak ja, jaz se strinjam, da je to res zabavno okolje ratalo in je škoda ne dati priložnosti tudi temu. No, zdaj le mogoče čisto, če se navežem na aktualna dogajanja na trgu, ne, ena večja korekcija je bila, mogoče celo niti ni še konec, ampak sta to recimo tudi kaj izkoristila? Absolutno. Poleg hodel je tudi ena izmed bolj pomembnih stvari v kriptosvetu buy the dip. Ne. Tako da jaz v bistvu v ponedeljek zjutraj, ko sem se zbudil, vedno na hitro pogledam malo, kakšni so trgi in ko sem videl ta crash, sem aktiviral svoj TIS Ledger in pač malo dokupil. Ne. Ker pač jaz, moje osebne mnenje je, da to se pravi v roku še enega leta oziroma leta pa pol, ki so te market ciklični, ne, bo to se pravi cena rasla. Tako da jaz izkoristim vsako priložnost, ko pač se trg malo skreša, ne, ker tukaj v tem primeru se je zaradi različnih faktorjev, malo je bil ta japonski jen, malo je bila prognoza teh zaposlitev oziroma statistikov zaposlenosti v Ameriki, ne, in to vse vpliva tako na delniške. Reakcija je bila čist prevelika, ne. Ja. VIX je poskočil, se pravi, kot leta 2008 ali pa v času pandemije, ne. Ja. Pa zdaj, ki je banka japonski dvignila za 0,25. Ja, no recimo. No, ampak zanimiva je pa statistika, ne, po temu, ko se je to zgodilo, pa se zdaj trg recimo malo bounce oziroma spet uravnal, ne, je bila pa statistika, da retail stranke, ne, so ne vem koliko milijard prodale, ne, to se pravi v tisti paniki, ko pada, pa se bojiš, da boš vse izgubil, ne, na drugi strani so pa institucionalni investitorji pa pač dokupovali te stvari, ne, tako da vemo pa, kdo zmaga ponavadi v igri investiranja, ne. Redko retail, ne. Tako. Torej, gledati treba tudi, kam smart money gre, ne? Kaj pravzaprav kupujejo in to. So ne vem, kakšni trendi, ko so vam posebej všeč, ne vem, videli smo recimo finančni sektor blazno dobre rezultate je dostavljal, ves čas izpostavljamo neko umetno inteligenco, ne, kako velike donose ustvarja, pa pravzaprav finančni sektor je dostavljal prav tako izjemne rezultate, ne. Finančni sektor, sploh tradicionalne banke so veliko zaslužile iz teh depozitov, ki jih deponirajo in iz tega služijo in to pa kreditiranje večji njihov del. Ne. Ja. Tako da gre za neke okoliščine zdaj, ki so trenutno zelo ugodne za banke, pa so izkoristile, ne pomeni, da so bile neki zelo inovativne pri lansiranju novih produktov, ampak so dobro izkoristile te trenutne srečne okoliščine, bi jaz rekla. Ja, globalno pa sigurno, pač umetna inteligenca v kakršnikoli obliki, ali delno regulirana, ali odprta, ali kakršnakoli bo obstala, bo absolutno vse uporabljala in te modeli se bojo uporabljali, tako da tukaj pa recimo tudi Nvidia, ki dela te čipe, recimo ena zanimiva investicija, ne, ki je v bistvu praktično zmagala to igro. Ne. Super. Naš čas se je iztekel, ne. Jaz upam, da vaju bom še kdaj gostil. Upam, da tudi pridete na borzo kot IPO, ne, da bi se lahko Slovenci mogoče dobili kakšno delnico take high-tech, dobrega podjetja, kakor ste vidva, ki zagotovo veliko obeta v naslednjih letih. Tako da želim vam veliko uspeha in upam, da se ponovno še kdaj tukaj vidimo v studiu. Hvala lepa za obisk. Hvala za gostitev. Ja. Spoštovani, hvala lepa za pozornost. Želim vam uspešen teden še naprej. Bodite z nami, zdaj v poletnem času. Morda občasno nimamo ravno vsak teden podcastov in finančnih vsebin, ampak že konec avgusta se bo vse to spremenilo in potem redno seveda vsak teden naprej. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost. Uspešen, prijeten teden še naprej. Nasvidenje.